generacijo napram prejšnji? Za začetek mi povedal, da imam recimo 3 podiplomske študije, sam nisem smel doktorirati, ker moj mentor je bil gej. In nisem smel doktorirati. Ampak sem izpite vse naredil, imel sem pa tudi metodologijo in to na prvem podiplomskem študiju, ki sem ga končal v bistvu na psihologiji. In zdaj, tako, če metodološko gledam, bi res rekel, da se to, da so mladi vse bolj konzervativni, v resnici ne da dokazati. Ne? Ker nimam nekega metodološkega pristopa, skozi katerega bi mi neoporečno dokazali, da so mladi res bolj konzervativni. To so poskušali dokazovati motivirani raziskovalci v Ameriki, pa so bili politično opredeljeni, republikanci so bili. Ne? Lezbike so hotele dokazati, da so one boljše v materinovanju, če so 2 lezbike, mati in oče. Ne? In so motivirano pristopile in so dokazale, nič niso dokazale, da so 2 lezbike najboljši materi. In pa je naš psihoterapeut rekel, da je najboljši tandem za vzgoj otrok 2 mami. Jaz sem se kar za glavo prijel in jaz sem znoril, ne? In sem povedal, da je to motivirano in tudi zdaj kot replika bi jaz rekel, v Sloveniji imamo mi te leve medije, ki perejo možgane, jaz rečem ponovadi ovcam, ali pa tudi mladim rodovom, da so liberalni. Ne? Tale inštitut 8. marec, ne, tam, jaz sem bil v Kobaridu, nazadnje sem imel predstavo, sem imel tudi ene tokle ljudi, razočarana gospodinja pri seksologu in zdaj jaz govorim v Škopeljem, ki naju 2 zdaj preganja s policijo, da je ena podivjana kobila, ena je pa Kovačeva kobila, ki je pa bosa. Ne? To je pa Nika Kovač, ne, ki je fotor asistira. Ona ima inštitut 8. marec in doktrinira te mlade rodove, kako je to enkrat si punčka, enkrat fantek, da je to čisto v redu. Ne, jaz sem načeloma iztrboval, se pravi, imam srce na levi, ampak zaradi psihoanalize jaz pišem z desno. Ne? Se pravi, konzervativen sem in ta psihoanalitični pristop k razumevanju, mimo tega, da jaz rečem, da se to ne da dokazati. Ne? Vzorčenje pa tako naprej, pa politika je vzati, ideologija. V Sloveniji so mladi rodovi indoktrinirani. Zato rabimo mi neko protivtež z te desne scene ali pa preko celo krščanska mladina, ker to tako ne gre več. Ne? Jaz to dobim mlade rodove, to otroke, starši mi pripeljejo ranjene otroke, 20-letni, to je vse narode psiho. Nisem jaz to publicist, kot da sem kritični mislec, jaz terapiram. Ta teden sem imel enih 5 terapij, tudi otrok, pa hipnozo, pa brskam po otroštvu, ne, tam je vse narobe, zato ker nimamo tradicionalne družine. Mi lahko družbo normaliziramo, če bomo tradicionalizirali primarno družino, da bosta moški oče, v psihoanalizi je še dodam, kot bitje s penisom, pa ženska mama kot bitje brez penisa. Ne. To je ta nek vulgarizem, ampak odipokompleks, kastracija. Če se to vse v primarni družini naredi, je človek tradicionalen, se pravi konzervativen. Ne bom rekel desen, konzervativen, kar pomeni, da loči med moškim in žensko in da to ni A pa B starša in otroci, ki zraščajo v primarni družini, bojo tako intuitivno čutili tudi v puberteti in potem v mladosti, da sta spola samo 2, ne? Da se to kompatibilizirata skozi različnost, to diktira anatomija genitalij, to diktira tako rekoč znanost, psihoanaliza, ne rabimo krščanstva. In z vso to vednostjo jaz trdim, da se bo družba normalizirala, če bomo postali bolj konzervativni in če bojo, v Sloveniji govorim, levi mediji nehali indoktrinirati mlade rodove, da je kar svi goli pa košta voli. To ni tako enostavno, ampak imam pa tudi take, ki bi recimo s seksom začeli po poroki. Ne? V srednjem veku pa tudi nismo. Ne? To, da mladi med sabo, ko to skusijo, tiste telefone, pametne pa pornografijo, ne, ta psihoanalitični del, ne, ta je močen v tem diskursu. Ne. Seksualnost je tako močno ugravirana v vse pore človekove duševnosti, da ljudje zelo težko, že mladi, še posebej mladi, krutijo seksualnost. Ne. Zato je ta seksualnost tista, ki svi goli pa košta voli. Ne. Ampak moški
bi pa jaz rekel, in to raziskave tudi kažejo, ne samo korejske, tudi ameriške, pa tudi, če bi mi korektno, ne FDV, sorry, kolega je FDV-jevc, ne, ampak če bi mi korektno šli v raziskave, mi ugotovili, da so moški, mladi moški, bolj konzervativni. Ženske imajo pa to skušnjavo, da je fino biti enak moškim, ne, enakost spolov. Ni enakosti spolov, mi smo enaki skozi različnost, konzervativni, mi v Trbolu smo rekli, pa še kuata na mamo, ne, se pravi, to se skozi različnost fino poklopimo, ampak moški, tudi moji otroci, moji pa niso zdaj generacija, ker en je letnik 90, sem že tudi mladi dedek, en je pa 94, poročen. Ne. To so čutili, da to ni v redu, da tukaj oni si pa kar med sabo ljubčke devajo. Ženske so biseksualne po naravi. Moški ne more tole kar preskakati spola v spol, to te not v glav malo zapeče. Ne? Homofobija in v državnem zboru sem rekel, ko sem 2 družinska zakonika sesuval, kot levičar iz Trbol, sem rekel, homofobija, ne? Zelo glasna je naravni, pričakovan nasledek, logični nasledek, smiselni nasledek pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa, to je Freudov koncept, kjer imaš moškega očeta pa žensko mamo. In potem moški smo homofobni. Jaz ne bom nikogar od teh gejev, recimo, da bi kako silo, jaz geje terapiram, ne? Ampak ne zato, ker so geji, zato, ker imajo zblojeno osebnost, ker so napačno razrešili Oedipov kompleks in jaz jim osebnostno strukturo probam naglihati. Ampak homofobija načeloma je normalna. In če se bojo mladi moški razgovorili, ne bojo nič več liberalni. Ženske bi bile enakost spolov, pa to vse smo enake, ampak pa gremo na zmenek, ne, mislim, grete na zmenek, pa čakate ženske pravilno, da plača moški. A plačo bi imela pa enako. Ne, moški ima dajajoče genitalije, mora zjakulirati denar, ker je diktat anatomije genitalij, da moški daje, ti če češ lepo babo videti, moš plačati. Ne, da se pogovarja s tabo. Sorry, malo sem vodebovski, malo bom pikantno govoril, ampak ne vem, tokle za začetek. Jaz rečem, da jaz ful navijam za konzervativnost. Ne, žugam staršem, da naj ohranjajo družino, ne se za vsako figo ločiti, uničili bo te otroke, oče mora sina v red spraviti, punci svojih hčerki mora povedati, kdo je pravi moški, če enega pretegnega tipa pripeljala, bo kopijo svojega fotra pripeljala. Jaz navijam za konzervativnost. Samo izpostavljam Slovenijo. Nam je ni dovoljeno, ne? Jaz bi z lahkoto lahko bil en Charlie Kirk. Ne? Samo vprašanje, če tudi ne bi mene z atentatom se likvidiralo. Se pravi, v Sloveniji imamo pa mi leve medije, ki imajo vse nevladne organizacije, to so financirane. In tam se ta volkizem perpetuira, ta agenda, ki je levo-liberalna. In mladi rodovi, ne, če niso glih v cerkvi, ne, so, mislim, podlegajo nekemu modnemu trendu, ki jih filajo te medijske mainstream mediji. Ne. Moji otroci, recimo, so konzervativni. Sam moj od nobenih ni cerkev prestopil. Jaz nisem bil nikoli v cerkev. Razen fotor pa me je, ne rekel ugrabil, ampak jaz nisem vedel do 25 leta, da sem bil krščen, ker je babica hodila, očetova mama. Ampak jaz nimam nič s cerkvijo. Jaz zaradi psihoanalize, pa moje tradicionalne družine, bolj ko sem star, ne, bolj sem konzervativen. Mladi imajo pa te neke iluzije, pa ta modni trend enakosti spolov nasedajo. In dokler ne bojo v mainstream medijih v Sloveniji tudi drugi tipi interpretacij, zakaj sta spola različna, zakaj recimo, jaz sem default, ne, zakaj ne more geji v ženskih kategorijah tekmovati. In Trump je tukaj res naredil. Ne. Olimpijske igre, zadnje 2 XY moška, ne, sta v ženski kategoriji v borilnih veščinah, sta se z babam tepla. Mislim, to je tak absurd, jaz sem v tem športu, bil sem tudi trener jugoslovanske reprezentance v ženskem športu, gimnastiki. Ne. Gimnastika, tam ima konj z ročaj, so moški, gred je pa tist fosn, pa babe so kazale, koliko so lepe, so sam pa tja hodile. Ne. Se pravi, tako spola sta različna in kmet to ve, to kmet ve. Te pa modni trendi so pa taki, ne, in
nacionalna televizija, Pop TV, A-kanal, to kar, da smo vsi enaki, pa ne nas poneumljati. Meni pride tudi, recimo, pride Janez, pa prav, jaz sem pa Jožica. Koma ti zdaj bavaš, stoješ čiješ, ko boš da ti ne govoril. Bi rad, da me naslavljaš, kot naslavljate, najstnik, ne, sej kolega, ne boš ti meni pamet se vlil, pisa, če si dec, smrdljiv deci, ko boš ti bava, od fotra bi pa 5000 evrov, da bo Joške dal. Kdaj si ga dal šlo odrezati in te imajo psihične težave. Ne, te transi imajo psihične težave, če gremo gledati amok napadalcev v Ameriki, polovica teh ima težave s spolno identiteto, ker so v enem trenutku iz moškega je bil ženska, pa je pa ženska napadalka. Ja ne, dec je bil, pa je pa se postrelil, ker ima psihične težave, ker je naredil spremembo spola. Kakšna sprememba spola? Mislim, skozi psihoanalize se stvari drugače vidijo in ta Slovenija, ne, je toliko zabluzila, mi da smo oba levičarja, tako, rekel, on je bil SD, ali Združena lista socialnih demokratov, jaz sem bil pa član LDS-a. Katarini Kresal sem jaz rekel, spola sta različna, tukaj ni šale, pa nisem ne cirko, ne desničar, zaradi anatomije genitali, ki nam diktira različnost spolov. In ta psihoanaliza je toliko močna, Freud je prepovedan, recimo v Avstriji, pa se je tam rodil. Ne, to, Freuda treba črtati, ne, Freud je tisti konzervativni del te znanosti, ki nas dela različne. In Freud je konzervativen, in jaz sem konzervativen za psihoanalize, pa so oba, mislim, jaz sem strbovoj, tam smo vsi rdeč, ko bi rekel, ne. Sorry, tokrat, da sem razložil, da je problem Slovenija, ne. Italija se normalizira, ki je tole čez cesto, ali kaj že. Ne? Mislim, cela Zahodna Evropa bolj konzervativna ratuje. Pri nam pa ne obstajajo pluralnega diskurza. Pluralnosti ne obstajajo, da bi en akademik povedal, kaj pa on misli. Meni ne smejo na televizijo, 15 let ne smejo na nacionalno televizijo, ker sem 2 družinska zakonika sesul. Sem rekel, jaz sem strbol, spola sta 2, očka pa mamica. Mamoča bi se mogli reči družina. Mamica, očka, ne pa otrok, ne, družina, se družimo, mamoča. Amerika ima family, father and mother, I love you. Ne, pa ne smeš tudi povedati nič takega. Skratka, Slovenija je malo problem, Zahod se že... Zdaj lahko jaz dodam, da se odločajo, nam rekel, za OnlyFans, ampak tudi za te, nektere tudi prodajo ljubezen, ne. Pol pa rabijo psihoterapijo, ker ne morejo s tem živeti, ne. Pa k meni pridejo, kako zdaj, ja, iz družine primarne ven, tam je bilo vse narobe in pol te zanesli, denar ima pa svojo tolo, rekel, moč. Na to temo mladih, jaz imam 2 mlada, mlada, 30 let je star, koliko je, 31, je mlajši sin. Hoči spet nisem dobil na razpisu. Ne? In ta razpis, ki se je moj tam malo prijavil, mislim, pa jaz nisem nacionalist, moja mala 2 sta fuzbal brcela, pa v Trbovla. To so bili sam Ič, pa Vodeb Tim, pa Jan Berger. 2 Slovenca, pa sama Bosna, ker imamo rudnik, pa tako naprej. Nismo nacionalisti. Ampak v Ljubljani dobi stanovanje, cela Bosna, pol Albanije, Kosova, Nik Vodeb, Patricija Vodeb, nismo dobila. Mislim, delata ne vem, iz Litije, spalno naselje, ob 4 zjutraj se vozi v Ljubljano, ker tam je pa najem apartmaja oziroma nekega dvosobnega ali pa enosobnega stanovanja 1000 evrov ali pa 600. Ne, tam dela cele dneve, ne, pri meni doma ne bo ta živela, ne, ker tašče pa snahe, to se nimajo rade, kot veste, ne. Sam jaz sem tudi pošlih, tudi se imajo rade. Moje 2 snahi se ful dobro zastopijo z mojo, ker imam skozi pamet zraven. Drug sin pa dela v Avstriji, ne. Čez ti Vodeb, a ti spal od Romana, ti pa šihta na vzdubu, ne. Mislim, to je pa ta politična, mislim, revanšizem, ti gledajo, ko se pišeš, a koga si pa ti volil, ne, če si ti volil Janšo, ne prideš v javni zavod. Jaz bil direktor javnega zavoda svoj čas, ne. To je vse levo tam, nevladniki, to je sem dobijo, milijoni grejo za nevladniki. Kaj je že tale za božičnico Golob rekel? Mi bomo svojim dali. Ja, veš, da celo javno upravo imaš, je leva, ne, tisti ta pridni, ne, so pa desni, ti pa delajo, so pa podjetniki. Ne.
Skratka, v tej Sloveniji toliko stvari narobe, pa še to tako. Jaz sem srce na levi, ne. Moj star fotor Lovro je bil partizan. Moja dva strica sta padla v nemški vojski, ker če ne bi šla v nemško vojsko, ne vem, ko bi bilo. Partizani so jim hišo vzeli, nacionalizirali. Eni padli v Normandiji, eni pa na ruski fronti, ki je prebegnil k Rusom. Kar bi jaz rekel, sem tako sredinski. Ampak, ne vem, bil sem tudi član Zveze komunistov, sem bil, ker sem bral Freuda pa Marxa in sem dobil 2 dni nagradnega dopusta. Že sem šel v komuniste, ne, sem pa izstopil, ker sem rekel, Freud je rekel, da komunizem, socializem, bolševiška revolucija, je rekel, pol leta bo trajal, Freud. 80 let se je zmotil, ne. Moški ne more biti enak drugemu moškemu, ne. Freud je rekel, da kapitalizm je zadnja faza, ki jo moška psiha še prenaša, ne. Tako bi rekel, da morajo vse ženske enako lepe biti, da se pobijajo med sabo, ena hoče lepša biti, ne. Moški bi pa rad zmagal. Zato Žižek pravi, vse Bolivija ima pa socializem. Ja ne, vsi so revni tam dol, ne. Mislim, sorry, ne. Človeška duševnost je taka, da pač imamo ta kapitalizem, ki je meni ful mi ni všeč, divji kapitalizem. Jaz sem prosocialističen oziroma prolevičarski v tem socialnem smislu, ampak vem, da socializma ne more biti. Ampak mi imamo kaj? Desnost pa levost, namesto da bi imeli liberalnost pa konzervativnost. Jaz v Angliji bi bil konzervativc, ne bi bil laborist. V Ameriki bi bil republikanec, glih za teh liberalnih. Ampak v Sloveniji imaš ti, recimo, če si v cerkvi, za cerkev pa za domobrance, si desničar, ne, se pravi, če pa za partizane, pa recimo proti, pa levičar. Pa ne moramo mi tako sam sebe, v Trbolah rečemo, ne moramo mi kot narod sebe jebati v glavo, na podlagi tega, da bi eni so bili domobranci, eni partizani. Mi bi mogli imeti levost pa desnost, oziroma konzervativnost pa liberalnost na drugih temeljih utkane v družbo in potem bi desnica, ne, ki točno vemo, da Janševe vlade so bile produktivne, tale COVID je zajebil, ne, ni Janševa vlada bila slaba, ampak ljudje so stereotipno pripisali muko v COVID krizi in potem en paglavec, ne, sorry, a je to snemano, bo slišal, no tam, vse ni važno, da na antijanšizmu on zmaga volitve. Pa namesto, da bi se z državo ukvarjal, se z Joški ukvarja. Sorry, star leto. So jo poroči. Ja, 3 otroke smel. Mislim, če si ti, trbovsko rečeno, če nafukaš 3 otroke, boš pri otrocih. Noš neč babe menil. Tak bo tako si. Skratka, imamo v Sloveniji tudi problem in tudi ni prav, da se recimo konzervativna mladina umešča na desno. Ne, fantje imajo latentno konzervativnost, ker on, če si zamisli, da bi si še enega ljubčka moškemu dal, to močko zlat. Mislim, sorry, fantje, vi veste, kaj to, punce imajo malo drugače. In morajo, mladi ste rekli, da generacija niste zrasli v Jugoslaviji. Kaj, mi smo v Jugoslaviji rastel, mislim, tam tudi romskega problema ni bilo, policaje so ne butali vse. Je kar bilo, ne. Bil je Goli otok, jaz bi bil na Golem otoku s tem svojim jezikom. Ampak ni bilo tako slabo takrat živeti, ne. Tako da jaz imam jugonostalgij, jaz imam raj Hrvaško, ne vem, Srbijo, Bosno, celo Kosovo ne vijam, nisem tako blizu Avstrije pa Italije, zdaj pa deljeno, mislim, se delimo, bratje, levi pa desni, to dokler in mladi ste tisti, ki lahko tle naredite presežek, dodano vrednost, se pravi, ni levosti, ni desnosti, zdrava knečka pamet obstaja, ne, če si v punco napravljen, ti si fant, si samo našemljen v punco. Ne moreš biti ti ona, če si Janez, če stoješ, čiješ. Skratka, evo, tukaj sem smačil. Če jim pa ne bo ratalo, pa policijo domov. Tako so mi dva dobila. Svobodno govorila in to po zakonu o kršenju javnega reda in miru, ki kroti Rome. Mi dva pa po televiziji govoriva Modra kuvertah. Meni je, ko smo imela Faktor o Urški, Klakočar Zupančič, kar Marica prišla. To pa to še v Jugoslaviji ni bilo. Se pravim, jaz bi bil na Golem otoku svoj cajt. Intermezzo je bil to, kar naprej.
razpolcajo, zato ker se morajo ukvarjati s tem, da smo mi dva užalila in prizadela Zdaj si jih tukaj preplašil, da te bojo zdaj pa tih. Ker zdaj pa, ko tole slište, kje bojo te mladi kje bojo mladi pol pa gobčni tako, kot sem jaz. Jaz sem pa sam metaforo uporabil, da je takšna kot, kako naj rečem, kot taka podivjana kobila, ki jo noben jezdec ne more osedlati, ker to krita. To je metafora za take babe, kakor je Urška. Pa sem dobil policijo, Marica. Zdaj bo pa ta, mislim, influencerka, ko ima oster jezik, kar je prav, kje si bo upala zdaj vse povedati, kar si misli. Pa te mladi, ko bi jim polni testosterona, recimo, pa so pa raj tih, če vam stari strici takle, rekel, kalvarije. Sama veste, da to je pa... Še enkrat, Roman ima prav, vsa čas tistim, ki posebej mlajšim, mi smo že stari deci, nam kaj danes ne morejo narediti, da se še pač upajo javno izpostaviti. Zdaj nas mečkam preganja že čas, pa bi vas še vsem za na konec povprašala še o temi, o kateri bomo čez 3 tedne odločali na referendumu. Tako da zelo aktualna tema in sicer eutanazija. Tako da me zanima, kakšno stališče do eutanazije v predlaganem zakonu imate mladi, pa kakšno malo bolj izkušeni. V njih bližji, ko rabimo. Jaz, če bo tudi zakon, da ne bo sprejeti, ko ne mogo nič, to za moškega pomeni kastracija. Za mene je noben skrbo, jaz sem samo bol. Jaz sem sorry. Ti ne rabiš pol eutanazije. Jaz že išem kjer kot cveka strela, se bom. Moški je kastrijan, ne moreš biti tam privesek, ego imam ko vesolje, pomil pa en rit brisal. Se raj ubijem, ampak to sem jaz, sorry. Jaz sem zato, recimo, ki je tudi podobna tema. Jaz sem Peter Singer napisal knjigo o bioetiki, pa sem preštudiral in eutanazijo in splav. Jaz sem zato, da ima ženska pravico, da odloča o svojem telesu. Sama se naj odloči, lahko s tistim oplojevalcem, ampak to je ženska stvar. Naj ima pravico do splava. Ta, ki se še želi umreti, ampak ne da je tale eutanazijski zakon tak, da ima kdorkoli drug pravico, da nekoga usmrti. Ampak ta nekdo, ki če ne more živeti, če življenje muka, pa če hoče umreti, ima to pravico, da to naredi. Jaz, recimo, če bom tem, verjetno bom jaz to sam naredil. Tako da, ne vem, na tale referendum, sorry, pejte na volitev, jaz pa na tale referendum pa nem šel. Sorry, če je to tako, Sem pa za pravice žensk do splava, pa sem konzervativen. Ker tudi fetus ni otrok, nima miselnih sistemov, ne more likvidacijo misliti. Ta, ki pa ima pamet zdravo, on pa ve, da ne more vsak dan muke doživljati. Zato sem jaz za eutanazijo. Ok, ampak to sem jaz. Še ti, stari kolega. Prepotavna.